Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni in dobrodošli v Atriju ZRC na simpoziju, na že 16. bienalnem simpoziju Geografski sistemi in geografski informacijski sistemi, krajše GIS, ki poteka ob 30-letnici GIS-ov v Sloveniji. Tokrat pod geslom Sedanjost in prihodnost. Udeleženci in udeleženke boste v svojih referatih naslovili marsikatero temo, ampak prej se bo pa zvrstilo nekaj slavnostnih govorcev in govork. Simpozij namreč soorganizira več inštitucij, in sicer, če naštejem Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, oddelek za geografijo s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zveza geografov Slovenije in Zveza geodetov Slovenije. Kot prvemu bom besedo predala direktorju inštitucije, v kateri smo se zbrali, in sicer ZRC SAZU. Spregovoril oziroma nagovoril pa vas bo njen direktor, dr. Oto Lutar. Izvolite. Spoštovane, spoštovani. In še seveda v prvi vrsti lepo pozdravljam predstavnike sodelujočih ustanov. Najprej čestitke. Z obeležitvijo 30. obletnice se namreč bienalni simpozij GIS uvršča med strokovna in znanstvena srečanja z najdaljšo tradicijo te ustanove. In že to je za nas svojevrsten praznik. Drug pomemben aspekt rednega srečevanja je ta, da gre za kontinuirano raziskovanje na tem področju, ki vključuje različne strokovne profile. Kot tretja dragocena pridobitev pa sam razumem sodelovanje med različnimi ustanovami, ki jih kljub temu, da jih je kolegica Tomažičeva že predstavila, želim tudi sam še posebej imenovati. Torej ob našem Geografskem inštitutu Antona Melika še oba oddelka, torej za geografijo in arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, oddelka za geodezijo, ki je, kot starejši vemo, prej bil sestavni del neke druge fakultete, zdaj pa je sestavni del neke tretje. In seveda tu so še geografska in geodetska društva, kjer pa verjamem svoje interese združujete tudi mnogi iz teh že prej omenjenih ustanov in tudi to razumem kot svojevrstno dodano vrednost. Torej, vse te ustanove in predvsem pa kolegice in kolegi, ki delate v njih, ste zaslužni, da se je ta simpozij zelo hitro razvil v referenčno srečanje, zato zame teh 30 let njegovega obstoja in delovanja ni nobeno presenečenje. Prej nasprotno, za vsakokratne organizatorice in organizatorje je to postal prav poseben izziv, saj je vsake 2 leti potrebno nagovoriti, motivirati in v smiselni program organizirati strokovnjake iz različnih strok, profilov in afiliacij. Zbrati in povezati je potrebno raziskovalce, učiteljice, učitelje, strokovnjake, proizvajalce in uporabnike, ter jim omogočiti, da predstavijo svoje raziskovalne, izobraževalne in tehnološke dosežke. Interdisciplinarnost področja geografskih informacijskih sistemov, ki jo vzpostavlja sodelovanje strokovnjakov različnih strok, se na ravni ZRC SAZU kaže skozi sodelovanje večine njegovih inštitutov. Kolegice in kolegi, ki pri tem projektu sodelujejo že od samega začetka, so me opozorili na to, da simpozij vsake 2 leti še dodatno poveže 2/3 naših inštitutov. V skupnem nagovoru vsakokratnih raziskovalnih vprašanj tako sodelujejo kolegice in kolegi z področja humanističnih ved, naravoslovja, družboslovja in tehnike.
Za močno vpetost raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU v celotni projekt pa so zaslužni predvsem kolegice in kolegi iz že omenjenega Geografskega inštituta Antona Meleka in Inštituta za antropološke in prostorske študije, ki so v 16 knjigah objavili kar 66 poglavij in so oziroma ste najbolj zaslužni za to, da ZRC SAZU po tej plati vodi med sodelujočimi ustanovami. Ampak ne me razumeti narobe, ne gre za primate, ampak dejansko za veselje, za to, da ta ustanova v tem projektu tako močno zastopana. Že omenjeni kolegice in kolegi z daljšim stažem pri tem projektu so me še dodatno opozorili tudi na to, da geografski informacijski sistemi tehnološko sicer sodijo predvsem na tehnično področje, ki sloni na računalniški tehnologiji, vendar je vsebina, ki jo ti sistemi prikazujejo, analizirajo in neredko tudi napovedujejo, močno povezana z izzivi vsakdanjega življenja. Nad to je pred slabim desetletjem še posebej posrečeno upozorila trojka Ciglič-Perko Zorn s tem, ko je geografske informacijske sisteme primerjala s, citat, pokrajino ujeto v računalnik. Zaradi tega in zaradi vsega, kar po 30 letih ta simpozij predstavlja, smo na ZRC SAZU nanj še posebej ponosni. Ponosni in veseli, da smo del prizadevne mreže, ki se razteza med dvema fakultetama Ljubljanske univerze, Zvezo geografov in Zvezo geodetov Slovenije. Ob tem pa ne smemo pozabiti še na nekatere druge sodelujoče ustanove, katerih sodelavke in sodelavci delujejo v znanstvenem odboru simpozija, uredniškem odboru zbirke in v recenzentski skupini. Hvala vsem za uspešno delo doslej in seveda najboljše želje za uspešno delo tudi vnaprej. Na ZRC SAZU se bomo še naprej trudili, da bo to zares uspešno. Hvala lepa in dobrodošli še enkrat. Najlepša hvala direktorju. Kot naslednjo vabim za mikrofon dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktorico Mojco Šlamberger-Brezar. Hvala lepa. Spoštovani predstojnik profesor dr. Roto Lutar, spoštovana dekanja profesor dr. Violeta Bokan-Bosilkov, spoštovani organizatorji simpozija, spoštovani udeleženci in udeleženke, spoštovani gostje. V čast mi je, da v imenu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pozdravim 16. simpozij Geografski informacijski sistemi z naslovom Sedanjost in prihodnost. Na Filozofski fakulteti se radi hvalimo, kako veliki in raznoliki smo, saj pokrivamo humanistiko, družboslovje, jezikoslovje, še posebej pa smo ponosni na naš oddelek za geografijo, saj so njegovi pedagogi in raziskovalci že po naravi dela interdisciplinarno usmerjeni in od vseh oddelkov najmočneje povezani z naravoslovjem in tehnologijo. Tako fakulteta dobiva še empirično komponento, s katero se vključuje v prihodnost, ki jo zaznamujete zelo moderni besedi trajnost in digitalizacija, brez katerih danes ne moremo več prijaviti projekta. Geografov si ne moremo predstavljati brez kartografije in zemljevidov. Če je klasična kartografija in iskanje po zemljevidu morda že zgodovina, ampak zgodovina ni predmet današnjega simpozija, osebno gledam na to z nostalgijo, saj smo v vsakdanjem življenju vsi prešli na razne aplikacije, ki nas pripeljejo na cilj, ne da bi sploh vedeli, kje se gibljemo, če tega nočemo vedeti. Laiki si predstavljajo, da je geografski informacijski sistem za geografe to, kar je za prevajalce prevajalnik. Ne poznamo strani neba, ne znamo brati karte, pa bomo vseeno prišli na pravo točko, ki smo jo prej locirali v Google Maps.
Če se v te sisteme poglobimo in jih celo znamo načrtovati, je to za nas laike fascinantno. Zakaj vse se lahko uporabljajo geoinformacijski sistemi? Današnji simpozij se s svojimi razsežnostmi še kako vključuje na področje trajnostnega razvoja in digitalizacije. Če pogledamo seznam prispevkov, so v ospredju okoljske tematike, trajnostna mobilnost, digitalno modeliranje za spremljanje različnih pojavov. Naslov simpozija je Sedanjost in prihodnost. Zanimivo bo ostati z vami in poslušati, kam nas bo vse to pripeljalo. Želim vam uspešno izmenjavo mnenj, znanj in da bi našli čim več uporabnih rešitev, ki bi nam pomagale k boljši in hitrejši poti do cilja. Hvala. Najlepša hvala. In zdaj naslednja še ena dekanja Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, doktorica Violeta Bokan Bosilkov. Izvolite. Spoštovani slavnostni govorci, spoštovani udeleženci 16. simpozija Geografski in informacijski sistemi. Pred 30 leti, leta 1992, je v vesolje poletelo plovilo Space Shuttle Discovery 15. Istega leta so prvič 3 astronavti hkrati opravili vesoljski sprehod. Izumitelj Raymond Kurzweil je objavil knjigo The Age of Intelligent Machines, ki obravnava umetno inteligenco. McDonald's pa je odprl prvo restauracijo na Kitajskem. V brazilskem Rio de Janeiro je potekal največji svetovni okoljski vrh do tedaj. Kalifornijo sta prizadela 2 močna potresa. Eden je imel moč 7,4 stopnje po Richterjevi lestvici, kar je 3. najmočnejši potres v Ameriki. V Barceloni so potekale 25. olimpijske igre. V Berlinu je bila izmerjena do takrat najvišja temperatura 37,4 stopinj Celzija. Opravljen je bil prvi poskusni let letala Airbus A330. Oktobra tega leta je skupina zanesenjakov organizirala prvi posvet o geografskih informacijskih sistemih v Sloveniji. Posvet, ki je privabil strokovnjake različnih ved, od geografov, geoinformatikov, prostorskih načrtovalcev do gozdarjev in kmeticev, ki so želeli sodobnimi tehnologijami reševati aktualne probleme prostora. V zadnjih 3 desetletjih smo doživeli silovit razcvet na področju geoinformatike. Če smo se prva leta še ukvarjali z digitalizacijo prostorskih podatkov, se danes ukvarjamo z njihovim preobiljem. Podatke, ki jih zagotavljajo sateliti, letala, letalniki, ki jih dobimo iz uradnih evidenc in upravnih postopkov, dopolnjujejo podatki, ki jih ustvarja množica. Veliko podatkov je danes na voljo brezplačno, v enostavno berljivi obliki, so tako rekoč pripravljeni za uporabo. Še pred desetletjem smo za izvajanje analiz s podatki potrebovali visoko usposobljene strokovnjake. Danes poizvedbe in analize lahko na mobilnem telefonu ali na spletu izvaja skorajda vsak. A v obilju rešitev in virov podatkov, ki jih pogosto zagotavljajo velika podjetja, se še vedno ali pa še toliko bolj zavedamo kakovosti. Kljub temu, da je javnost povsem zadovoljna z recimo Googlovimi rastrskimi in vektorskimi podatki, strokovne odločitve in presoje ne morejo temeljiti na teh. Potrebna so državna snemanja, recimo lasersko skeniranje, zagotavljanje kakovostnih 2D in 3D podatkov, sistematična opazovanja, recimo z evropskimi satelitskimi sistemi Sentinel. Poskrbeti moramo za odprte podatke, hkrati pa zaradi strateških odločitev podatke tudi skrbno varovati.
in kar je verjetno najpomembnejše, poskrbeti moramo za motivirane ter visoko usposobljene strokovnjake. Naloga, ki so se je zavedali že pred 30 leti, ko so ob simpoziju izdali tudi zbornik, k sodelovanju pa od vsega začetka vabili študente in mlade. Prijetno je na vsakem srečanju videti nove obraze, tudi letos številne, ki se v času prvega simpozija sploh še niso rodili. Težave, ki smo jih reševali pred desetletji, žal še niso rešene, so morda še večje, še bolj kritične in tudi številne. Brez dvoma zahtevajo uporabo vse razpoložljive tehnologije, vključno z umetno inteligenco, čeprav bi marsikaj lahko rešili že z naravno inteligenco. Letošnji 16. bienalni simpozij GIS v Sloveniji prinaša zanimiva predavanja, odličen zbornik prispevkov ter priložnost za druženje in razmislek o razvoju stroke. Uspešno delo in na naslednjih vsaj 30 let. Hvala. Hvala za te zanimive besede. Zdaj pa vas bo nagovoril predsednik Zveze geografov Slovenije, dr. Aleš Smrekar, ki je tudi, ne morem si kaj, da ne bi dodala, raziskovalec Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Spoštovani in spoštovani, čast mi je, da tudi Zveza geografov Slovenije sodeluje kot soorganizator pri tem dogodku in čast mi je, da tudi se to dogaja leta 2022, ko naše društvo praznuje 100-letnico svojega obstoja. Pred 100 leti, sredi pomladi 1922. Leta, je na Mladi ljubljanski univerzi skupinica študentov geografije zanesenjakov ustanovila geografsko društvo, današnjo predhodnico Zveze geografov Slovenije. In v samem društvu se je izmenjalo kar precej ljudi. Sigurno pa je največji pečat pustil akademik Anton Melik. Kar 29 let je bil predsednik tega društva. In zakaj ga tukaj izpostavljam? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je on s svojim raziskovalnim delom nekako, bi rekli, tlakoval pot geografskim informacijskim sistemom med slovenskimi geografinjami in geografi. Lahko bi rekli, da je bil eden od pionirjev analognih GIS-ov in svojimi poglobljenimi prostorskimi analizami in tudi za tiste čase zavidljivimi kartografskimi prikazi je bil vsekakor pionir tega in predhodnik številnih geografov, ki sedijo tukaj in se intenzivno ukvarjajo z geografskimi informacijskimi sistemi. Letos, ko praznuje naše društvo 100-letnico, smo pripravili brošuro, ki smo vam jo podali v torbico, in ta brošura je bila pripravljena za srečanje ob 100-letnici Mednarodne geografske zveze letos poleti v Parizu. In prav tam smo tudi imeli priložnost slišati številna kakovostna predavanja z področja geografskih informacijskih sistemov, kar dokazuje, da smo tako v Sloveniji na vseh 4 osrednjih ustanovah, ki se ukvarjamo z geografijo, globoko vpeti v geografske informacijske sisteme, tako pa tudi globalno.
Želim vam uspešno delo in srečno. Najlepša hvala tudi za ta zgodovinski vpogled. Zdaj pa, preden se začne vsebinski del simpozija, pred mikrofon vabim še zadnjega slavnostnega govorca in to je predsednik Zveze geodetov Slovenije, magister Gregor Klemenčič. Spoštovane udeleženke, udeleženci, spoštovani in dragi gostje, seveda mi je v čast in veselje, da vas lahko pozdravim v imenu Zveze geodetov Slovenije, ki seveda že tradicionalno sodeluje pri organizaciji dogodka, torej simpozija GIS v Sloveniji. Tudi mi smo praznovali prejšnji teden, torej z dvodnevnim dogodkom in slavnostno akademijo smo počastili že 50. geodetski dan, ki je bil po odzivu večine prisotnih uspešno izpeljan in seveda po 2 letih zatišja nekaj dobrodošlega, da smo se lahko geodeti ponovno podružili. Ob tej priložnosti seveda iskrene čestitke glavnemu organizatorju simpozija, to je Geografskemu inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, ki je bil, kolikor mi je znano, tudi pred 30 leti glavni pobudnik za organizacijo srečanja raziskovalcev, strokovnjakov, pedagogov in uporabnikov geoinformacijskih rešitev. V 30 letih se je na teh forumih izmenilo mnogo idej. Delili smo vedenja o naprednih GIS tehnologijah ter njihovi uporabi na različnih področjih. Vse to je zabeleženo v monografijah zbirke GIS v Sloveniji, ki ob vsakokratnem simpoziju predstavljajo lep pregled 2-letnega razvoja in uporabe geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Naslov letošnjega simpozija Sedanjost in prihodnost je zanimivo zelo splošen, nam pa svojo preprostostjo nalaga razmislek o vlogi geoinformacijskih rešitev v prihodnje. Podroben pregled programa simpozija sicer lepo kaže na vse širši pomen in uporabo geoinformacijskih rešitev v družbi. Če smo pred 30 leti tako imenovanimi GIS-i srečevali predvsem geodeti in geografi, so danes modeli prostora v geografskih informacijskih sistemih postali nepogrešljivi za mnoge stroke in dejavnosti. Brez georeferenciranih prostorskih podatkov si težko predstavljamo sodobno kmetijstvo, gozdarstvo, urbanizem, prostorsko načrtovanje in prostorski razvoj. Prostorski podatki in geoinformacijska podpora so postavili ključni v logistiki, aviaciji, nautiki, pri ukrepanju ob naravnih in drugih elementarnih nesrečah, pri okoljskih ukrepih, turizmu, rekreaciji in še bi lahko naštevali. Razvoj naprednih senzorjev za zajem prostorskih podatkov in zmogljivih rešitev za obdelavo in analizo le-teh omogoča razvoj zelo podrobnih prostorsko-časovnih modelov prostora. Tako danes mnogokrat govorimo o digitalnih dvojčkih mest in prostora, tudi o digitalni zemlji, ki naj bi omogočali kakovostno podlago za spremljanje odločitev v prostoru. In seveda ne pozabimo, na vse zadnje, vse, kar počnemo, se dogaja v prostoru. Politiko odprto dostopnih podatkov in razvoja spletnega GIS-a tudi v okviru državne prostorske podatkovne infrastrukture sta le še razširila področje uporabe GIS-a. Prvi pogoj za uporabo prostorskih podatkov v podporo odločanju pa so georeferencirani podatki. V veselje mi je, da ravno geodetska stroka, iz katere prihajam, zagotavlja ta temelj. Začetki razvoja in uvajanja uradnih prostorskih koordinatnih sistemov, ki so bili tradicionalno temelj kartografskim izdelkom, segajo v Sloveniji v daljno 18. stoletje, ko so se izvajale prve sistematične topografske izmere in kartiranje naše dežele. V ta namen je bilo fizično materializirana in izmerjena kompleksna geodetska mreža osnovnih geodetskih točk, ki jih danes med drugim najdemo tudi na zanimivih vrhovih naših gora. Zato mi dovolite,
da zaključim z malo posebnim povabilom. Namreč v Zvezi geodetov Slovenije smo se odločili, da aktivno prispevamo k ohranjanju in promociji te bogate tehnične dediščine. Tako razvijamo mrežo tematskih poti, ki povezujejo slovenske vrhove z geodetskimi točkami, med katere spada tudi Triglav, in prav je, da omenim 200-letnico prve geodetske izmere Triglava, ki se je torej odvila leta 1822. Lepo vabljeni torej, da z nami odkrivate in promovirate našo bogato dediščino, ki je, kot sem že dejal, pravzaprav temelj razvoja danes geoinformacijske stroke na Slovenskem. Hvala in srečno. Najlepša hvala za zadnjega izmed teh nagovorov. S tem se uvodni del končuje in začenja se vsebinski del, skozi katerega vas bo vodila vodja organizacijskega odbora, doktorica Mateja Breg Valjavec, ki jo vabim na oder in ji predajam mikrofon. Hvala.